in neprenehoma piva. Malenkost, ok, 3, 2, 1. Na oder z veseljem vabim predsednika Republike Slovenije, Boruta Pahorja, da spregovori nekaj besed ob tem prelepem jubileju. Spoštovana gospa dekanja, gospod rektor, častna gostja, študenti in profesori, najprej bi se vam želel zahvaliti za to, da ste me ob tej priložnosti povabili medse. Sklenil sem, da bom ob tej priložnosti Biotehniški fakulteti vročil zahvalo, kasneje bom dekanjo prosil, da se mi po teh priložnostih besedah pridruži na odru in jo vročil ob 75. obletnici vašega obstoja, posebej za spodbujanje zavedanja o pomenu naravnih virov in trajnostnega ravnanja z njimi. Preden vas bom povabil, spoštovana gospa dekanja, da se mi pridružite, pa ne rečem sledeče nepovezane misli. Najprej, ko rečem, da sem počaščen, da sem tukaj, to mislim od srca in iskreno. Kot predsednik republike sem lahko v 10 letih opravil veliko častnih dolžnosti, ki pritičejo pač predsedniku republike, in pri vseh sem se seveda počutil počaščenega, vendar pa bi rad tukaj povedal, da je bilo nekaj takih, ki so me pustili posebej, so mi dali posebej vedeti, da imamo domovino, na katero smo lahko zelo ponosni in da se mogoče s tem ponosom premalo kitimo. Ena takih priložnosti za tak občutek ponosa je bila 100-letnica Ljubljanske univerze. Slovenci smo, čeprav kot majhen narod in majhna državljanska skupnost v svetu prepoznani. Smo spoštovani, imamo svoj ugled in tega si tudi zaslužimo. Nič ni prišlo samo od sebe. Imamo sijajne športnike, imamo sijajne poslovneže, vendar imamo tudi sijajne znanstvenike. Ti znanstveniki večinoma ste bili vzgojeni in šolani tukaj doma, mnogi seveda z izkušnjami iz mednarodnega okolja. Ne dajete samo izjemnega znanja našim novim rodovom študentk in študentov, ampak s svojimi raziskavami dosegate zares znanstvene parnase. To je nekaj, kar se mi zdi, da morda, to rečem kot predsednik republike, splošna javnost premalo ceni. Trudil sem se na mnoge načine, da bi, če zdaj tega izraza ne boste zamerili, naredil znanost, znanstvene uspehe, pozornost za znanstveno angažiranje še nekoliko bolj popularno, morda celo, če smem reči, seksi. In do neke mere je to gotovo uspevalo meni in vsem tistim, ki smo se tako trudili, vključno z vami. To se nam je zdelo vsem nam zelo pomembno, ker se mlade generacije ozirajo za navdihi, za inspiracijami in se mi zdi sijajno, če vidijo v možnostih, da dosežejo v Sloveniji sijajna znanstvena, torej strokovna znanja, zelo pomembno. In jih. Na to moramo biti zelo ponosni. Res je, spoštovani gospod rektor, da ima univerza, ki jo vodite zdaj že več kot 100 let in da Biotehniška fakulteta ni toliko stara, 75 let pa je, kot ste rekla dekanja, vendarle že neka doba. Ko sem mojega svetovalca za znanost, spoštovanega akademika, profesora doktorja Boštjana Žekša vprašal, kako pomembna je Biotehniška fakulteta, kakšne besede ne uporabim, je rekel, da ni besed, da bi opisal vašo pomembnost. Torej se glede tega ne bom niti posebej trudil, ker sta to gospa dekanja in gospod rektor storila že vidva oba. Kot sem dejal, sem tukaj zato, da bi pa opozoril na prav posebno poslanstvo, ki ga Biotehniška fakulteta kot sijajna raziskovalna inštitucija opravlja, daje slovenski, pa se mi zdi tudi mednarodni javnosti. In to je ozaveščanje o pomenu podnebnih sprememb in nujnosti ukrepanja. Danes bomo o tem več slišali od častne gostje. Jaz pa ne rečem, da je tudi glede tega vaša fakulteta orala ledino, da je v času, ko se spogledujemo z zelo veliko nevarnostjo, in to je s fenomenom alternativnih dejstev, da je to poslanstvo, ki mu zdaj pravzaprav še ne znam izmeriti pomembnosti. Vem pa,
da smo se znašli na nekem križišču, na katerem, kot rečeno, nimamo opravka samo z več, kako bi rekel, mnenji o eni resnici, ampak se pravzaprav na nek način svetovna javnost spogleduje s problemom, s katerim bomo imeli še veliko težav, in to je z alternativnimi fakti. To ste videli, nam je povzročilo veliko težav že v času svetovne zdravstvene krize, ne zadeva pa to samo zdravstveno krizo, ampak sploh svetovno življenje nasploh, in tudi o tem bodo morali verjetno poleg naravoslovcev, tudi družboslovci, bom rekel, konkretne zagristi v znanost, da bi našli neke rešitve, sicer nam grozi, da se ne bomo morali poenotiti o nobeni stvari več. Za vse nas je, se mi zdi, celo življenje veljalo, da je vse mogoče videti različno, vendar da na koncu znanost postreže za ultimativno resnico, ki se seveda spreminja, kolikor se spreminja znanost z njo. Zdi se, da tokrat ni tako. To velja, in s tem tudi končujem, toliko bolj za vprašanje podnebnih sprememb, potem bo govorila profesor Kajfež Bogatajeva. Tukaj se zdi, da kljub temu, da je znanost ponudila neko resnico, ta ni sprejeta, je zanikana z alternativnimi dejstvi, ne z alternativnimi mnenji, in to seveda zbuja neko resno nevarnost za naše soočanje s tem problemom, zlasti zato, ker se je po pandemiji pridružila zdravstveni krizi še varnostna kriza, ta pa še ni pokazala svojih razsežnosti, socialne, gospodarske in druge bodo zelo silovite, čutili jih bomo tudi pri nas, ampak danes ni mesto, da bi o tem govorili. Vsekakor pa je do neke mere odložila soočanje z podnebno krizo in ta ni več, čeprav bi morala biti na vrhu svetovne politične agende. Vendar pa prepričan sem, da je doslej s svojim delom profesor Bogatajeva in vsi drugi, tudi vi tukaj na tej univerzi, vsi drugi znanstveniki, ki sodelujejo pri tem, da poskušajo zdramiti svetovno javnost, zlasti politično, da ste storili ogromno, in zato se mi zdi, da si tudi na nek način, če mi je dovoljeno, z vso ponižnostjo to rečem, dovolite sprejeti mojo zahvalo. Gospa dekanja, ali se mi lahko pridružite na odru, preden bomo prisluhnili besedam spoštovane častne goste, bi torej izročil zahvalo predsednika Republike, ki jo prejme Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani ob 75. obletnici za spodbujanje zavedanja o pomenu naravnih virov in trajnostnega ravnanja z njimi. Iskrene čestitke za obletnico in za to pomembno poslanstvo. Iskrene čestitke.